V počastitev letošnje razglasitve Svetovnega dneva čebel 20. maja so v vrtcu na Bohinjski Beli vsakoletni škratov pohod, letos že 6., izvedli na temo Med blanskimi čebelnjaki. Glavna pobudnica in organizatorka je bila vzgojiteljica Maja Poklukar, povedala pa nam je, da so pohod pripravili ob dnevih evropske kulturne dediščine. Pred samim pohodom so v vrtcu izdelali seznam in zemljevid vseh čebelnjakov v vasi. Pohod so otroci spremljali z označbami na zemljevidu ter ob pripovedovanju spoznavali preteklost in prihodnost čebelarjenja na Bohinjski Beli. Kako pa je prišlo do ideje, da pohod povežejo ravno s čebelarstvom? Že v maju smo starši raziskovali, kje so čebelnjaki na Bohinjski Beli. To tako, da je vsaka družina poiskala kakšen čebelnjak, poslali so nam fotografije in iz njih smo sestavili zemljevid čebelnjakov na Bohinjski Beli. Na tej poti pa te čebelnjake obiskujemo, dodali smo pa nekaj kulturnega programa, nekaj iz zgodovine, nekaj pa tudi predstavitve samega čebelarstva. Pri tretjem čebelnjaku je otroke pričakal čebelar Gregor Lušina, ki z vrtcem sodeluje že dlje časa. Z vrtcem sodelujemo kar nekaj let že, ne samo ob dnevu, ko je temu namenjen, sam kot ta tradicionalen zajtrk. Se vidimo tudi vmes, tako kot je bilo recimo danes, tako da pa pridejo mem, pa če smo tukaj okoli nek se zmeraj nekako malo pogovorimo, rečemo kakšno na temo čebelarjenja, čebeli sami in tako. Na vprašanje, kako otrokom najbolje približati čebele in delo z njimi, pa nam je odgovoril kar čebelar sam. Zanimivo, vejo veliko, marsikaj poberejo, vzamejo na znanje že v vrtcu samo doma. Pa malo moraš otroci videti, pa malo na ta način, da jim je bolj mikavno, da bolj usmeriš njihovo pozornost v to, da znajo poslušati. Tako da malo moraš biti hecen. Kaj vse so otroci videli in kakšni so bili njihovi občutki, pa so nam povedali kar sami. Kaj si pa danes kaj videla tukaj? Veliko čebelnjakov, pa jablane, pa različne poti. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč? Čebelnjaki. Panje čebele, obleko tamle, med. Si kaj probal obleko? V izvedbo pohoda so vključili tudi čebelarje in društva iz vasi, dogajanje pa zaključili v vaškem jedru. Kaj so s 6. škratovim pohodom želeli organizatorji za prihodnost? Naša ideja je, da mogoče bo ta krožna pot med čebelnjaki nekoč kot turistična pot za turiste, ki obiskujejo našo vas.